Hello YouTube, evo, to je en taki prvi, bom rekla, ne tea with Urša, niti ne coffee with Urša, ampak protein drink with Urša, ker to sem jaz in tega boste pri meni verjetno se mogli kar navaditi. V glavnem, upam, da tega videa ne bi bila 100-krat snemat, imela sem v bistvu v glavi zamisel, da snimam s kamero, da bo vse tipi-topi kvaliteta, ampak sem videla, da bo to vzelo dejansko ful več časa, kot sem si jaz mislila. Tega sem rekla, ok, posnamem kar zdaj s telefonom, naredim en taki uvodni video, preden začnem na video preden začnem... Tega zdaj ne bom ven rezala, ker hočem, da vidite čist unfiltered me. Torej, sem rekla, da posnamem en taki uvodni video, preden začnem potem na profil štemat vse informacije o tekmi, o prepu, o bodybuildingu, o vsem tem. Se mi zdi, da je edino prav, da se malo spoznamo tudi tisti, ko mogoče me ne spremljate na TikToku ali pa na Instagramu. Ja, trenutno sem brez enega nohta, tega se kar navadite, ker sem si rekla, da bom YouTube videa snimala malenkost bolj pogosto, tako da sigurno mi bo daj kaj falilo. Prihajam iz Štajerske, verjetno že slišite po naglasu, da ga tisti, ki ne marate štajerskega naglasa, ne vem, če je moj profil ravno za vas, ampak tisti, ko ste se pripravljeni navaditi, thank you so much, thank you, bear with me. Tudi čim manj poskušam govoriti po štajersko, samo še to moram omeniti. Torej, to je zdaj bil en ful dolgi, predolgi intro. Kaj boste lahko sploh pričakovali na mojem profilu? Potrudila se bom delati vloge, ker jih ful rada delam, že zdaj jih delam na Instagramu, predvsem pa na TikToku, tako če vas to zanima, lahko si idete tudi pogledati, vam bom dala tu v bistvu imena obedveh, torej socialnih omrežij. Torej, kdo sem, kaj delam, koliko sem stara, s čim se ukvarjam? Sem Urša in prihajam iz okolice Maribora. Stara sem 19 let, torej sem letnica 2004, rojena sem 5.5. Moj rojstni dan je čez 6 mesecev bom stara 20 in to je crazy in to mi ni niti najmanj všeč, ker bi še vedno rada bila stara 16, cause I was enjoying life back then, ko sem bila stara 16. Zdaj je preveč vsega. Ko sem bila mala, sem v bistvu najprej hodila na podružnico, potem sem hodila na eno tako malo bolj vaško osnovno šolo, res tisto je bil po moje time of my life, ker smo se res ful dobro razumeli. V srednjo šolo sem potem šla v Maribor, vmes sem tudi zamenjala eno srednjo šolo, zaradi tega, ker preveč je bilo vsega. Torej, na tisti prejšnji šoli, torej naprej sem hodila na drugo gimnazijo, tam mi je sicer šlo dobro, sem bila obe 2 leti odlično, ampak je bilo dosti preveč vsega, zraven sem še trenirala ples, trenirala sem v Celju, tega sem se v bistvu vozila tja 3-krat na teden in sem se nekje v prvem letniku, mislim, da je bilo to po koncu karantene, torej junija 2020, sem se vpisala v fitness. Ko sem jaz dodala k svojemu lifestylu še fitness, je pač bilo preveč vsega in mi je bilo pač preveč, da se bi učila par ur na dan, da bi hodila v fitness, da bi meal prepala, hodila na plesne, potem bi bilo to še večkrat na teden, tega sem potem rekla, ok, odločim se za eno stvar. In takrat sem tudi potem rekla, ok, malo omejimo vse, zato ker je to definitivno preveč vsega in sem se torej začela fokusirati samo na fitness in je pač to postal main fokus mojega življenja. Takrat je tudi meal prepanje postalo bolj resno, kot je pač bilo takrat. Našla sem si tudi svojega prvega trenerja, s katerim sem potem delala, mislim, da kar dolgo, kako leto. In ne vem točno, kdaj bi rekla, da se je to v fitnessu prelevilo v tako veliko strast, ker se mi zdi, da ni bilo nekega tistega momenta, torej neke tiste, ok, zdaj pa je to. To pa zaradi tega, ker sem že od malega bila v športu. Torej, začela sem nekaj malo plesati že v 4. razredu, potem sem sicer vmes nehala, plesala sem potem tudi v Mariboru, potem sem šla v Celje, ker sem si pač želela tudi več iz tega. Fun fact, prvo leto, ko sem prišla, mi smo se pripravljali torej za državno prvenstvo, potem bi našli na državno, pač res, jaz sem iz Maribora prišla v Celje, jaz sem se počutila kot največji fucking loser, ampak so ljudje tam bili tako prijazni in so me tako lepo sprejeli in pač posledično sem se uvedla v to in mi je pač tudi to postal life še zdaj drugače plešem, sem potem pustila, ampak še zdaj hodim na heels klase, zdaj sicer nekaj časa nisem bila zaradi bodybuilding tekem, ampak do tega pridemo kasneje, moram se navaditi držati rdečo nit, tako da, ja, nisem toliko razmišljala, da zdaj, ko bom začela z YouTubeom, se mogla navaditi vse malo bolj govoriti popredalčkano, ker jaz sem all over the place. Če mi je kdo napisal v komentarje, da se naj grem testirati za ADHD, thank you, I will think about it. Pauza. Jaz sem v bistvu prišla iz Maribora, ko sem plesala, iz tega, da smo torej delali, ne vem, en plesni trening 15 do 20 sekundno koreografijo.
v Celje, kjer smo pač eno soboto naredili v 4 urah 3 minute koreografije. And my brain was burning, pač. Ampak je pa bilo full fine. Dejansko, to je bil tisti moj it moment, da ko te vržejo v vodo, pač moš plavati, oziroma se naučiš plavati. Don't try this with your kids, ampak ja. Pač res mi je bilo full fine. Plesala sem pa drugače pri plesnem centru TBA. Mi smo torej začeli oktobra sestavljati to točko, potem se je pa zaprla država in potem so nam povedali 1. januarja, ok, vi imate 31. januarja državno prvenstvo. In jaz sem bila v glavi tak, what the fuck, kako bomo mi to? Ker pač jaz sem prej prišla iz Maribora, ko smo delali 5 mesecev točko za produkcijo, ne? Na to, da moraš za ti narediti pa v 30 dnevih in pač to ni 30 dni treningov, to je mogoče 6 do 7 dni treningov, če potegnemo črto, ne? Pol smo sicer imeli malo več, ampak ja. In smo naredili mi to našo koreografijo, naredili smo na, na katero muziko? People killing, people dying, children hurt and you heard them crying. Can you practice what you preach? Turn the other cheek, Father, help us. Ne vem, če je tako muzika, ampak glavnem, na to muziko smo mi plesali in mi smo glavnem to koreografijo naredili takrat od 1. januarja smo zvedeli, da imamo 31. januarja državno in pač to je bil za mene brain fuck, ker pač coming from a place je to bilo, ne, ok. Mi smo to naredili, gremo na državno, pač ok, my expectations were, pač valjda top 5 bomo, šli bomo na evropsko, čeprav mi smo bili prejšnji leto, ko sem bila v Mariboru, ne vem, ni bilo to, da si ti v top 5, da greš na evropsko, ker pač ljubljanske plesne šole, vse ostale so spodaj, mariborske plesne šole so pač takrat bile, nobena ni bila uspešna, še posebej ne na teh državnih in podobno, so pač bile na festivalih, ampak tu ne. In mi pridemo in pač valjda Bolero je the top, itak smo tako, kaj Bolero bo itak zmagal, mi pa pač odvisno kaj. In mi odplešemo, I was shit. Ampak dobro, znala sem točko, ful sem se izboljšala od tega, ko sem pač na začetku prišla. In razglasitve, 5. mesto, 4., 3. I was like, what the fuck is happening? In potem, 2. mesto, Bolero. In ko sem sedela, so mi zmagali. Pač to je bilo prvič v life, ko sem nekaj zmagala. My eyes were... Jaz sem se jokala. Jaz nisem mogla priti k sebi, jaz nisem mogla zadihati, ker to je bilo že tako, ker ko ti veš, da točno ena določena plesna šola zmaguje in absolutno dominira sceno že, I don't know, 20 years, you are expecting some things, ne? Ampak pač ok. In to je pač bil po mojem, zdaj mi gre na jok. Zakaj mi gre na jok, če je bilo to 3 leta nazaj, ampak glavnem ja, ful čustvena oseba sem. That is about me. Moram pa povedati to, ok, zdaj sem ugotovila, da sem šla iz tega, da povem par faktov o meni na dansko en story time iz mojega life, ampak ok, let it be the first video, naj bo pač spontan, čist tako je, čist unfiltered me, tako da tudi spoznate mogoče to plat mene, tudi tisti, ki me spremljate, tudi tisti, ki me že spremljate na TikToku, Instagramu, pa me poznate samo kot fitness influencer. Okay, čeprav ta beseda, saj vsi vemo, kak je prizvok te besede, ampak ja. Torej, potem mi je tako pač bilo full fine, ampak mi bi našli na evropsko, mi bi našli na svetovno in valjda pač se spet država zapre, tako da pol ni bilo nič tega. In to je nekako potem tu zgodba, kak sem jaz potem se bolj dala v fitness, zato ker potem, ko se je država nazaj odprla, mislim, da nekje marca, mi smo še torej vedno imeli šolo na daljavi, so potem torej rekli, ok, mislim, da se je marca spet odprla, pa se je potem spet zaprla in je pol spet, ne vem, kaj je bilo v glavnem, ampak jaz se spomnim, da so se takrat fitnessi odprli 1.6.2020. In takrat sem se z eno mojo kolegico, takrat, ko smo se res združili, vpisala v fitness, ker pač odvedno me je to zanimalo. Torej, šport je bil odvedno a part of my life. Aha, drugače ena stvar. Če boste zdaj gledali tudi video, pa si boste mislili, da sem malenkost autistična, je to zato, ker ne vem točno, če ne gledam tu v kamero, ali če ne gledam v ekran, ker, vidite, to je za mene ravno, ne, ampak ker je kamera tu, ni ravno. Tako da, ja, struggles of someone who's filming a YouTube video for the first time. Torej, kje sem ostala, ne vem, ker preveč bluzim. ASMR. Ok. Fitness in treningi mi pač niso bili tuji, ker sem začela doma že nekje v 5. razredu z temi
treningi, gledala sem si po YouTubeu, trenirala sem in tudi takrat sem začela nekako paziti na prehrano. Torej, na prehrano sem začela paziti nekje v 5. razredu. To je bilo takrat zgolj to, ok, v redu, odstraniš pač sladkarije in je to. Dejansko pač it was working, it was healthy. Dokler se ni to potem preveslo v enem 7. razredu v, bom rekla, pretirane restrikcije, idi. To pa zaradi tega, ker takrat je bilo res popularno, torej, da si ti suh. Da si ti res suh, čim nižja konfekcijska številka, XXXS, 34, 32, tie gap, moraš imeti suh trebuh, suhe noge, ni šans, da imaš kaj feta. In se mi zdi, da sem tako jaz, kot tudi marsikera punca, deklica, najstnica, ženska, takrat pač podlegla temu pritisku in se je pač ta zdravi lifestyle, torej ti treningi doma, neko športanje, zdrav način prehranjevanja preveslo v to, da sem jaz mogoče trenirala 2x po 2 uri intenzivno, to zdaj govorimo o hit treningih, teh leg dayih, ki pač so bili naporni, pač res so bili naporni. In zraven tega se je zgodilo tudi to, da sem nehala jesti, v smislu, da sem mogoče pojedla en toast na dan, en toast, eno jabolko, nekaj malih kumaric, da sem si pekla na ponvi isto eno jajčko, bog ne daj, da je zraven bil kak kruh. Jaz sem si dala v tako malo posodico sadje, češnje in to je bilo to. In ja, pol pa, hvala Bogu, je prišel poreč. Jaz sem takrat ful hodila v kolonijo že od malega, v bistvu mene so starša že od malega davala v kolonijo, najprej sem hodila v Punat, pa sem hodila v poreč in hvala Bogu, takrat sem na to gledala kot ne grozno, zdaj gledam to kot hvala Bogu, da sem jaz takrat šla v poreč in sem takrat bila pa z ljudmi in sem jedla normalno in sem jedla normalne obroke in takrat je v bistvu postalo vse malenkost boljše. Takrat sem tudi potem nehala s temi napornimi treningi in sem pač imela eno obdobje, ko potem sploh nisem trenirala. Jaz sem potem skozi, torej bila back and forth s tem v glavi, ojoj, pa moš jesti malo, potem tisto prenajedanje, potem tiste restrikcije, binge eating, glavnem vse, kaj pač je tukaj glede hrane, je pri meni bilo totalno obrnjeno na glavo in grozno. Tudi moj odnos do samega treninga je bil tisto, ko sem sama trenirala doma in je bil, jaz pa moram narediti trening, pa moram in potem sem to vlekla do večera in potem se spomnim, da sem tu ležala ob 9. zvečer na blazini, delala tiste trebušnjake, ko sem mislila, da bom dobila od njih apse, jedla sem, ne vem, en dan 500 kalorij, en dan 5000 kalorij, ko sem imela neki binge, pač ni vodilo nikamor, konstantno sem se počutila slabo. In sem imela pač moj odnos do nekih, ne vem, sladkarij in tega je bil tak, ne smem, ampak ko pa sem enkrat dobila, pa se nisem mogla ustaviti, v glavnem binge eating. Tako da ja, to je potem se še vleklo, hvala Bogu, ko sem začela plesati, oziroma začela sem plesati nekje bolj resno v 7. razredu in ples je tudi mi pomagal pri tem. Pomagal mi je tudi pri tem, ker sem pač vedela, da je to neka aktivnost, tudi tam nismo samo plesali, smo tudi delali kakšne vaje za moč, vaje za to in potem se mi je nekje v 8. 9. razredu to začelo že malo izboljševati, tudi potem v srednji šoli nekje 9. razred, 1. letnik je bilo že ok. Potem pa se torej odprli fitnessi in komaj, ko sem jaz se vpisala v fitness, ko sem se malo poglobila v same stvari, sem se pač začela zavedati, da dejansko moje telo, moje mišice zaraz potrebujejo hrano. Da je pač to, tako kot pač ima avto gorivo, tako ima naše telo hrano in pač, da če jaz hočem videti napredek in dobesedno se ne jebati v fitnessu in trenirati na hard za brez veze, pač moram jesti. In takrat sem najprej začela torej z aplikacijo MyFitnessPal, tam sem si torej začela meriti, da pač pojem dovolj beljakovin in tako se je nekako začela ta moja fitness pot. Potem torej sem si našla enega osebnega trenerja, online trenerja v Ljubljani. In tudi zato, ker je moj fant takrat, še zdaj, ampak pač takrat se je tudi on podal na to pot fitness tekmovanja. Sem se na to podala tudi jaz, on me je nad tem nekako najbolj navdušil, oziroma vedno sem bila nad tem navdušena, vedno ko sem se vpisala, sem se rekla, ok, pač jaz to enkrat želim, ampak nisem vedela, da je ta enkrat so close. Sem si rekla pač, ok, jaz bom letos, zaradi tega, ker drugo leto bom, torej takrat sem bila 3. letnik, oziroma 2, ja, sem rekla, ok, drugo leto pač ne bom, zato ker pač imam maturo in ne bom pošla na aprila, na takrat, ko pač imam maturo in vse te stvari in bo pač preveč, ne bom pa čakala do torej 1. letnika faksa.
In jaz se torej podam na ta proces, bila sem itak nova, nisem čisto nikjer delila, da sem takrat bila na prepu. Sem pa stvari delala malo tak. Malenkost po svoje, nisem se čisto držala tega, kaj mi je trener rekel. Delala sem kar neki dodaten kardio, ki ga itak ne bi rabila. Trenirala sem na tak način, da sploh nisem imela pauze, mogoče sem imela res, da je enkrat na teden, res sem torej itak overtrainala. Takrat sem potem na tistem koncu prepa na dan včasih jedla, ne vem, 1100, včasih 900, zraven tega, da torej sem vsak dan trenirala in da sem vsako jutro naredila verjetno 1 uro do 1 uro pa pol bicikla, torej kolesa, potem sem še na primer šla v fitness, pa sem še v fitnessu po treningu šla včasih za 1 uro na tiste stopnice. In jaz sem že torej od malega, od 3. leta astmo, torej sem astmatik. In takrat se mi je potem, jaz bi torej našla na to tekmo, kako je za to časovno, lani oktobra, na torej Maximum Open tekmo v Poreču, na katero je takrat šel tudi Gašper, torej moj fant. Ampak jaz sem v bistvu septembra potem ful zbolela, torej dobila sem to astmatično poslabšanje. Prvič v življenju je bilo pač tako hudo, da sem dejansko mogla iti v bolnico zaradi tega, ker pač nisem mogla dihati, v smislu, da to zdaj ful težko razložiti nekomu, ko ni astmatik, ampak I will try. Torej, če recimo si ti predstavljaš, da lahko ti vdihneš od sem do sem, da je torej tvoj obseg diha, torej je obseg giba astmatika, torej ko ti dobiš astmatične napad, se torej tebi stanjša sapnik in zaradi tega ti tudi piska, zaradi tega, ker je v bistvu to kot neka cev, kot neka pač piščal postane tvoj sapnik, zato ti tudi piska medtem, ko dihaš, zraven ti še hropi. In takrat je bil moj obseg diha od tu do tu, jaz se ne zafrkavam, jaz sem lahko vdihnila in to je bilo grozno. Res je bilo grozno. Tega sem potem dobila tisto masko, dobila sem zdravila in posledično, ja. Tega sem potem se pač s trenerom, hvala Bogu, odločila, da pač jaz ne bom šla na tekmo, da niti ne bom nadaljevala prepa, da pač ne bom niti potem naslednjo leto aprila. In takrat sem pač potem jaz tudi s tistim trenerom zaključila, malo sem jedla intuitivno, malo me je takrat tudi coachal moj fant. Potem pa v bistvu si je Gašper našel enega novega trenerja, ki ga je spremljala že ful dolgo in to je Kuba Sylvester iz, upam, da sem prav izgovorila, Kuba Sylvester Sealan iz UK. In jaz sem takrat gledala, torej itak sem pač spremljala vse, kar se je dogajalo, on je pač z mano o tem govoril konstantno in Kuba ima tudi ženo, ki je ime Meg. Jaz sem spremljala takrat tudi njo in res mi je pač potegnil njen vibe, njena energija, pač fora oziroma the catch je tudi to, da pač Kuba ne sprejema nekih strank, ki so pač čisti amaterji, ki so lifestyle, tudi Gašpera je sprejel zaradi tega, ker je on imel ogromno znanja na tem področju in mu je pač dokazal, da itak ve, zakaj se neke stvari grejo. Gašper je torej z njim začel, mislim, da nekje oktobra. Jaz sem to spremljala potem, videla sem, na kak način delata torej Kuba in Meg, da torej oba delata na princip tega, da imaš ti te Google Sheetse, da torej Googlove preglednice, da izpolnjuješ vsakodnevno neke spremenljivke, da imaš te check-ine, se poslikaš, da ti torej res popravljata formo. In tudi všeč mi je bilo, torej videla sem, da to nekam vodi in da je to res neka smer, v katero hočem tudi jaz, tako da sem se potem za to odločila, da pišem Meg, če bi me torej ona sprejela. Torej in Kuba in Meg sta oba dva torej že IFBB proja, to pomeni, da sta v amaterski ligi IFBB, torej v amaterski ligi IFBB Pro, to je pa torej NPC liga, dobila torej to pro karto, torej sta professional athletes in oba dva torej tudi delata z tekmovalci. Več tekmovalcev sta torej že pripravljena na tekmo, Kuba tudi ima ogromno tekmovalcev, ki so že pro, ki so na Olimpiji, torej to je ta največja tekma v bodybuildingu, ki pač obstaja. In sem se pač potem odločila februarja za Meg, jaz sem ji potem pisala, sva začeli delati, da bomo naredili eno produktivno off-sezono in potem se je začel moj prep za tekmo. Mislim, da je ta video že zdaj kar dolg,
Itak sem verjetno pozabila še ogromno stvari povedati, ampak to pride še potem kasneje. Moram narediti res en detaljni video, mogoče bom naredila Get Ready With Me, pa povem perfekto o sebi. Tako da, če imate kakšna vprašanja, če vas kakšna določena tema zanima, lahko pišete spodaj v komentar. Tudi če vas zanima pač res kaj čisto takega o meni, lahko napišete v komentar. In naslednjič to res snemam prep. Torej, kak je potekal prep, kaj se je dogajalo, kak sem jaz gledala na to, koliko kilogramov sem shujšala, kak je bilo z treningi, energijo in vsem. Sem tudi ta del zadržala pred svojimi, rekla, sledilci oziroma pred tistimi, ki me spremljajo, ker sem ful taka oseba, da ne rada govorim o neki stvari, preden se dejansko zgodi. To pa je tudi dobra stvar zaradi tega, ker takrat, ko sem torej že bila prvič na prepu, pa potem nisem šla na tekmo, ker sem zbolela, mi je bilo iskreno super, da pač tega nisem delila in sem rekla, zdaj rajši pač ne delim, kot pa da se potem spet zgodi to, ker pol imaš pač tudi zraven tega, da tako samo od sebe pričakuješ, dosti imaš še pač neko pričakovanje od ljudi, ki te spremljajo in potem pač dobiš še tono vprašanj, tako sem rekla, rajši zadržim in potem delim once is done, tako da, ja. Če pa te zanima več, če hočeš spremljati moj lifestyle, ne samo teh YouTube video posnetkov, pa mi lahko torej slediš na Instagramu in na TikToku. Hvala za ogled tega videa in se vidimo naslednjič.